Bled je eno izmed najpomembnejših turističnih središč v Sloveniji. Domačini skozi vse leto na različne načine zabavajo tujce, ob tem pa večkrat pozabijo sami nase. Ustvarjalnost Blejcev je dogodek, namenjen prav domačinom in domačinkam, katerih ustvarjalnost ne pozna meja. Na odru so se predstavili Folklorno društvo Bled, vitezi Gašperja Lambergarja, Kulturno-umetniško društvo Zasip in folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno. Bohinjsko Belo je zastopala domačinka, pevka Manca Špik s svojo skupino. Kako ustvarjalni pa so Blejci, smo povprašali organizatorko dogodka Romano Purkart. Zelo. Bled je znan po tem, da deluje eno ogromno število društev, tako na samem Bledu, kot seveda po vaseh. Združujejo se na različnih področjih, na športnem, kulturnem in prostovoljnem, skratka, cel diapazon dejavnosti lahko najdemo v občini Bled. Folklorno društvo Bled sestavlja okoli 30 članov, ti pa ne prihajajo le z Bleda, temveč tudi iz drugih gorenjskih občin. Večkrat nastopajo tudi v tujini. Nastopa nas tam nekje 30 članov je, običajno 20, prihajamo pa z Bleda, z Razdolnice, iz Tržiča, tudi duo Nota je tukaj prisotna, je tudi sestavni del našega folklornega društva. Ja, tako da smo z različnih koncev gorenjske, ožje gorenjske. Danes se predstavlja ustvarjalnost Blejcev tukaj na Bledu. Koliko ustvarjalni pa ste vi? Kje nastopate? Kako nastopate? Ja, mi pa kar veliko nastopamo doma in tujini, v zamejstvu, našim zamejcem se zelo radi predstavljamo, v Avstriji, v Italiji, na Hrvaškem. Letos smo bili v Rovinju, v Vinkovcih na Hrvaškem. V glavnem zelo veliko nastopamo, veliko tudi zažidano marelo. In seveda predstavljamo vse povsod tudi naš prelepi Bled. Vitezi Gašperja Lambergarja so prava paša za oči, tako za tujce, kot tudi za domačine. Ob pristnih nastopih nam vzbudijo občutek, kot da smo se vrnili nazaj v zgodovino. Piko na i pa dodajo mečevanja, ob kateri se včasih zazdi, da gre za res. Tokrat so se z Blejskega gradu premaknili na jezersko promenado. Naš let 2019 je bil, bomo kakor zapisali, kot uspešnega. Se pravi, novo predstavo smo naredili v okviru občinskega praznika, pa hkrati tudi v otvoritvi turistične sezone. Potlej je po Evropi 12 gostovanj, ki so bili uspešni, pa moram reči, da prvič smo šli Riklija pogledati, kako je živel, koga je počel, kako je na Bled prišel, kako so ga poti zanesle. Tam smo tudi ratali pobrateni, Blejci pa Vagančani, kako ne rečem, se tam reče temu kraju Vagan, tako da smo tudi spominsko ploščo vofnali. In moram reči, da smo fest ponosni, da je tudi v majhni Sloveniji, recimo, da v narekovajih veliko, da smo tudi v veliko Švico šli, pa tam pokazali, koga vse v Sloveniji in pa predvsem na Bledu znamo. Cilj skupine Prgark je bil sprva prijetno druženje. V želji po širjenju kulturne dediščine Zasipa pa se je razvil projekt Prgarija. Z raznimi dogodki in delavnicami Prgark je predstavljal kulturno dediščino Zasipa. Tokrat pa so nam premierno predstavili svoj prvi skeč Tepka iz Zasipa. O njej nam je več povedala najbolj zagnana Prgarka Bojana Pipan. Vaje smo imeli samo enkrat, drugače pa smo se pač prej dominili, spisali, poznamo to zgodbo, tako da vaje smo pa imeli samo 1 uro, preden smo prišli sem, ker je ta zgodba nam vsem poznana, ker delamo na tem, že gradimo, da bi tole kulturno dediščino ohranili. Kakšno pa je bilo za vas leto 2019? Ja, mi smo se veliko ukvarjali s kulinariko, okrog teh naših tepk, prge, na stojnicah smo bili tudi, veliko novih izdelkov smo dali ven, išla je tudi naša knjigica Tepka, to je pravljica, pravzaprav legenda, kako je dobila ime ta tepka naša, kar smo danes tudi predstavili, da je pač bilo to v času Marije Terezije, ki je izgubila ime Mala hruška, ampak je postala tepka zaradi tega tepeža, ker če kmet ni posadil toliko tepk, je bil pač tepen, ker je bil tepen, od tepeža pride tepka in so se potem odločili, da bo to tepka, posušena je bila, zgubana je bila prga in so pa rekli, naj bo pa še vas imenovana Prgarija.
Folklorna skupina Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno je celo leto pridno vadila in sestavljala nove plese, ki so navduševali tujce in domačine. No, za naše folklorno društvo se leto 19 ni razlikovalo, kaj je dosti od prejšnjih let. Imeli smo veliko vaj, naučili smo se kakšen nov ples, pa nastopali smo seveda predvsem na Bledu, pa tudi v okolici, pa tudi kakšen izlet smo naredili tudi kam dalj. Nastopajoči so tekom leta vadili, nastopali in iskali nove zanimive načine, kako očarati publiko. Nas pa je zanimalo, kako si ob vsem tem trdem delu najdejo čas zase in za zabavo. Ja, če imaš veselje, se čas tudi najde. Čeprav nam ga včasih pa kar majčkeno zmanjka, ker imamo še druge obveznosti, pa veliko se ukvarjamo tudi s to kulinariko. Zdaj smo se pa odločili, da bomo pa še ustanovili tako dramsko skupinco, par ljudi, tako smo bili danes recimo, in bomo delali na tem, da se ta kulturna dediščina čim bolj ohranja. Bomo naredili par skečev mogoče kakšno tako drugo prizoritev, mogoče kakšno otroško igrico, vse na to temo prgarije. Ja, ali malo težko, samo je to tako. Če se voče, pa želi se uhka. Ne moramo jokati, ne moramo jamrati, moramo biti pridem pa delati. Tako, kot vi vsi. Ja, gledajte, če ste gledali naš nastop, ste ugotovili, da smo ena taka zrela skupina, bomo rekli, ne? Torej, večina nas je že v penzionu, se pravi, nekako je rečeno, da imamo penzionisti čas, ne? In smo ga našli, ne? Pri ostalih je pa malo težko. Zadeve morajo usklajevati z delom, službo, ampak se vseeno najde čas, dobimo se zvečer, ker se najdemo skupaj pač taki ljudje, ki se radi družimo, radi imamo ples in radi pač hodimo okrog nastopati. Zato nam kar ratuje. Mi smo res ena taka mešana generacija, danes žal čisto mladih ni, pa smo rekli, mi smo starejši bolj trpežni, za v tale mraz bomo kar ta star podelali. Vse, ker nam ostane, spomini, in pesem naj ponese te, milja da nam stavi se. Vstopili smo v novo leto, torej prihaja nova sezona turistov, za ustvarjalne blejce pa veliko vaj in trdega dela. Nedvomno pa tudi veselja, prelomnic in uspehov.